prav tako se zdi prav, da ful je objektificirana kamera. Beer commercial je, ne? Ja, tako dejansko, ja. Mislim, da je res tako, pa itak se gre stavno do neke žipse klice. Moram reči, jaz sem stran gledal. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, zgodna jutranja ura tukaj v Apparatus World Headquarters nam ne preprečuje, da vam ne bi zaželeli enega veselega, poskočnega in predvsem nabritega dne. Mi smo vaš najljubši podcast za legitimno preživljanje prostega časa in če ne veste, kam bi s prostim časom, ker ga imate preveč, preprosto zavrtite si tale del 2-krat, 3-krat ali pa mogoče celo 7-krat. To zdaj hočeš statistiko nam malo bumpati, da bo zgledal več. Ja, tako da bo imela 14, pol poslušam. Ne, to ne deluje, zato ker te sistemi, saj takega imam jaz, pofiltrira IP-ja, veš, da če en večkrat posluša. Kaj pa, če imaš dinamičen IP, pa vsakič resetiraš modem? Ja, ne, okej, to mogoče bi šlo, ja. Ali pa VPN. Ali pa VPN si naštimaš, ali pa eno iz kompa, eno na telefonu. Prek mobilnih podatkov, ja. V glavnem, pridite v Discord, povezava je seveda v zapiskih. Tam na Discordu, to moramo povedati, ne dogajajo se samo debate o serijah, debate o podcastih, veliko življenjskih modrosti se izve, veliko dobrih nasvetov, dejansko zdajle zadnje tedne je zaživel naš ta gadget thread, ne, tako da jaz bom hvala rekel Domnu za connection. Moram shout-out narediti tukaj, v glavnem pa ful dobri nasledov, tako da jaz bom verjetno spet sprašal kakšne stvari, tako da če ste tehnični mojstri, pridite pa rešite Anžeta tega, da mu težim skozi na telefonu. Že mislim, da je ta Discord postavil sam zato, da jaz nisem tega, ti tole gledam, ta neki IP, kako bi jaz z 2 različnima IP-ama lahko zdownloadal podcasta? Že daj mi to povej, moram si nabiti statistiko, daj mi povej. Ja, jaz pa ravno nekoga, ki uvaža avtomobil. To je bil moj doprinos debate. Škoda, ne. A veš, če bi rabo nekoga, ki uvaža DVD, bi ti doma lahko pomagal. To je res, to je dejstvo. V glavnem, to pač Discord še enkrat pridite. Sicer pa Apparatus Mika si pošiljnica podpri, zdaj vas je še več, ne, ker smo imeli eno bonus epizodo vmes. Pa tako kot vedno, ne rabite več PayPal računa, dovolj je sam kartica. Pa zelo, zelo lepa hvala vsem, ki ste že podpirali in ste se znali naročiti na Glave Plus, ne. Ker mi noben ni pisal, da ne dela. Jaz ne moram verjeti, tako sem vesel. Ali pač preprosto ne vejo. Ali pa ne vejo, ne vem. Sem šel pogledati statistiko od Glav Plus, mislim, da je kar legit. Tako da tudi morate vedeti, da to, da sploh imamo Glave Plus, omogočate tudi vi, ki podpirate, ker ta memberfile se seveda plača. Ne? Tako da res je šlo nekako skozi. Hvala, stokat. Pa naslednja bonus epizoda je lahko napovedala, ker je posneta, bo tale z Nikom, ki je bila v nagradu. Glave nagradu, Dvorni norci, kjer je Nik prišel in vedel vse. Tako. Midva sva pa gledala. Ja, več kot midva. V povprečju sva midva dokaj lepo vedela stvari. Dajmo tako reči. To povprečju, hvala, cenim to. Tako da to bo naslednja bonus, bo pa se pravi, če je to zdaj bo aprila, to tako bom rekel. In to je to, Pižan, zdaj pa. 7, oziroma ti si že spet napisal si Furious 7. Ja, ker je. Ampak a ni tam na začetku, jaz mislim, da je odvisno Fast and Furious 7. Jaz spet, ne, sem na Appleu, ne, si sposodil, ampak če gledaš Wikipedijo, piše Furious 7, pač na IMDb-ju pa piše Fast and Furious 7. Jaz sem šel malo gledat in so napisali, pač hotel so, da je bil prejšnji Furious 6, ampak da tega niso upoštevali. In da so pa zdaj dali pa tega, Furious 7, kar mi je malo, ker tam jih je bilo dejansko 6 drznih, tukaj jih pa ni 7, razen če šteješ maso od The Rocka. Pa itak zelo odvisno je tudi, odvisno je tudi koga v resnici šteješ kot, a veš, zdaj ta Ramsey, ne vem, pač, dobro, bomo videli. Mislim, Ramsey vemo, da ostane, no, to.
dejva gledati. Ker smo videli trailerje. Ne, sam zadnjič sem videl, kako ta nastopa, pa ne, mas ti rekel, a je nekdo rekel, ne, se je že prej. Okay, ja, ker ona je Game of Thrones človek. Tudi, ja. Ona je bila una, ne? Od Missandei. Tako, ja. Enač, kje začnemo? Ja, v Londonu, kje pa, ne? Najslabši lokaciji še vedno. Kjer imamo zdaj Dekarda, ne? In zdaj pač, spet kotiček za prevajanje. Ja, no da, zdaj pač Dekard, najbolj znani Dekard, je iz Androidov, iz Blade Runnerja. Se pravi, kjer se izkaže, da je, tudi on. Spoilerji za film iz 80-ih, se opravičujemo. Se pravi, da je robot. Se pravi, zdaj imamo... Odvisen, kjer kat. Ja, to ne bova šla. Ne bova šla. Tam, je samorok v sanjah. Tako, ja, okay. V glavnem, in je zdaj dve varianti. Če je robot, bi bil Robi lahko, ampak ker je Android, je Andrej. Andrej Šotor. Ja, Andrej on. Lepa, ok. Kaj prav, da preteklosti ne moreš pobegniti in pa imaš Jona v bolnišnici, ker vidimo se prav, očitno je preživel, samo rahlo pokvečen, polomljen, pohabljen. Zanimivo mi je, da so ga dobili za to eno sceno, ker mislim, da je on, ni ljudka. V prejšnjem delu imaš tako osrednji negativc logo, v naslednjem delu ležiš na postli z tuba. Kaj boš pa ti, kauter rabimo? In reče, grem zrihtat, brat, in potem imamo to, ki gre ven iz te sobe. Ja, vidimo ta totalen razčefuk. Ja. Ta Batman, Batman moment, se strinjam, ampak veš kaj, to sem rekel, moram to omeniti. Zakaj mi je ta scena meni zelo všeč? Zato, ker predstav film, lejte, to se bo dogajalo. Ja. A veš, to se bo dogajalo, pa že spet moram reči, da non-stop mi odzvanja, res, kje smo v štirki, ki si ti rekel, da se pa streljajo. Kje so šli še bolj stran od tega? Ja. Dejansko, se mi zdi, da so pa šli v takole, mi moramo nekaj narediti, da ljudi, da jim pokažemo, ne bomo več sam dirkali, bomo dirkali, ampak ni to zdaj. Ja, ampak če gledaš, niso oni tisti, ki streljajo tok. Ja, se to je cool, hoče reči. Ja. Ampak hkrati pa pokažejo, to je tako nerealna scena, ko je on z te bolnišnice naredil, da je tako, to je zdaj bazna realnost hitrih in drznih. To ni prav, ampak vsi sprejmemo to. Izhodišče koordinatnega sistema se je predstavljalo, gor po Y-koordinati, zelo gor. Ne, veš, če tako gledaš, veš, v ta prvih delih bo tako, tovornjak se vozi po avtocesti, mi ga bomo z avtič in mogoče največkrat so bile une harpune, pa to, da so po tovornjaki vozili, pa so skočili na tovornjak, ampak je bilo zelo ta Bourne moment realističen. Pa mislim, da zdaj par delov se je malo lovil to, koliko bo v bistvu risanka, pa koliko bo resnično. Kje so pa rekli na začetku? Ne na 11, ampak na 110. Ja, kje so pa rekli, lejte, to je risanka, dajmo se s tem sprijazniti in pojmo odkle naprej. Kar spoštujem po svoje. Tako da, okay, no. To je. Ja. In se mi zdi pač tle tudi vidimo, ni, 6 avtov je bilo od spred policijskih ali nekaj tazga. 5 večjih je delal kauno noč, ki ste Esmeralda pa Domen dirkala. Ja, res je. No in ko so pri njih, Race Wars. Čeprav že spet od te lajni, ki se zgodijo v teh filmih, kao we invented it. To je kar update, to je kar. Pa že spet, všeč mi je tako ta čisto vizualno pripovedovanje zgodbe, ker res dobiš malo občutka iz prvega dela, ki je malo tako posnet, ni tako smooth, mislim, ni ta segment Race Wars, kdo je režiral? Kdo? Quentin Tarantino. Kva? Ja, on je gostoval. Se ni 1. april. Ne, a se spomniš, ko pritisne ona na gas. Okay. Nima racing čevljev, nima dirkaške neke te obutve. Nima nečesa, čemur bi policija rekla primerna obutev za vožnjo. Ampak je v nekih sandalcih. Tako da. Pa že spet polno nagih žensk, to je tled noro. Tle so pa zdaj navili. Tle bomo tudi naprej se pa še, mislim, zelo o tem pogovarjali. Zmena, ampak tako res je, Ka taka kle sprož dirko, to je. Naga je, iskreni model, kaj je naga. Ni, mislim, tako je. Tako, u nas zdaj z Oskarjev s peresom čez prsi. Ja, ampak tako, zelo je za
ameriški film, ki dobi nek rating, je nek človek to. Ja. Efektivno nek človek. Okay. In spet imamo dežurnega Azica enega. Ja, ampak to tudi, jaz sem pogledal, ta ni bil, ne, ta mislim, da ne, ampak ta režiser, ki je to posnel, ki je pač Justin Lin ni režiral, ne, ta James Wan, to je ta, ki je naredil, pa te grozljivke. In je v bistvu, to je edini tak film, pa sem šel malo gledati, praktično edini film, ki ni grozljivka ali pa nekaj, da ga je on naredil. Aha. Ampak ker je pa naredil, pa še neko serijo grozljivke, zdaj se nam spomnim, no. Ampak je naredil, kao to so tako, oni že milijardo so njegovi filmi zaslužili. Tako, oni očitno so dali nekomu. Ja, jaz sem slišal pač, da pač ni režiral za to, ker bi mogel full hit začeti in bi mogel postprodukcijo šestke na sred pustiti. In je rekel, ne, jaz hočem šestko do konca narediti, dajte mi jo, da jo dobro naredim. Aha, okay, in bomo pol naredili. Čak, jaz pa zdaj gledam, kaj je on še režiral. Ma, neka serija grozljivke še zraven. Ja, čak, pa Aquamana je model režiral. Ja, pa Aquamana, se to pravim. Pa MacGyverja, no, ok, samo eno epizodo, Conjuring. Conjuring, ja, jaz to nisem nič gledal, no, tako da ne vem, ali je dober ali nekaj, te grozljivke s načeloma ne gledam, tako da, ok, to je to, pomamo, pol je pa Hector, pa vsi, Ghost Girl. Dober, pa Hector je nazaj, pa You Could Never Take a Punch, pa to je vse redo, to je vse redo. Pa pokaže, no, pravzaprav, res, da ni cool v trenutno. Pa zelo mi je všeč, ful velik plot point je rad v to, z leti, da se ne spomnim. Z Esmeraldo, pardon, ja. Pol pa imamo Braneta v minivenu, tisti je pa genialno narejen. Dobar je narejen, to je humor. To je easy top 3 scena filmov. Ja, se strinjam, pa še tako prime volan. Razlož sceno za ljudi, pač prime volan, gledaš ga v oči, že spet nekje derka, pa se pa sam en avto zamakne, zato da pač v bistvu odloži tam avga v eno prostorcu. In to res nek Chrysler minivan, tak klasičen, z drsnimi vrati ozadji. Pač ko res, pa še pojmu Perfoxa mora pomagati zapreti vse. Ja, ker ne najde knofa. Tako res dobro. No. Pa to je pač zdaj tenzija, ne? Zdaj to je zadnji njegov film, to kar rečva, itak pa ta zadnji sceni se to pogovarjala. Ne? Ampak ja, tako je, lepo pelejo to, da on I miss the bullets, do tega prijemo. Do tega prijemo. Esmeralda je pa zdaj na Britofu pred svojim grobom. Ja, in stoji. Doma ima očitno vedno macolo v avtu. Ja, to moraš imeti. Pač, ankoli ne veš, kdaj Kathy Bates nima časa in te pokliče in reče, tle imamo enega pisatelja, ki noče nadaljevati zgodbe. Ampak že spet ful dobra poanta, ona reče, ti me vidiš celo na eno zgodovino, ne? Jaz res nisem ta človek in v resnici gre ta narazen. Ja. Pač, ona se more najdati. Vse to je bilo malo v prejšnjem delu. A veš, je tisto, kar si gruntaš, pač ona nima spomina. Ja, ona zdaj pa kar, zdaj sem pa tukaj le, všeč si mi, ker vidim, kako držiš korono, ko jo piješ. Do tega še prijamo. Tako, zdaj pa Pižamc naredi pač tak sinopsis mini, za naju vedno v dokument, to je njegova naloga in zdaj bom sam prebral. To prosim, če damo za predlog za naslov. A bo zmagal, ne vem, ampak hočem, da se to omeni. Hobok na šihtu, vejca, švica, vejca, brisača. To je res tako, to je zdaj že blagovna znamka, se mi zdi. No? Meni je všeč to, kar pelejo naprej. Človek, ki Švica ni kul. Ja. Vem iz svojih izkušenj. Pač zdaj, ki si ti za Švican, ti ne moreš zgledati kul. Tebi se počasi pronicajo te kapljice znoja skozi pore na koži, se združujejo vse večje, dokler ti ne začnejo povzeti dol po obrazu, lužica se nabere tam, kjer imaš brado, ker se ti po bradi stekajo in imaš en tak zelo hitro raztoči stalaktit. V glavnem, če Švicaš nisi kul. In The Rocka ni sram igrati človeka, ki Švica. In tukaj pa moram misliti, to pa je ta pogum igralski, ki ga malo kdo zmore. Ja. Se strinjam. No, ampak je tako, pa kulje, ki je Helena očitno še skap delata. Pa spet ti reče ženska. Pa reče, mislim, da je to rato catchphrase. Vsak reče woman. In jaz mislim, da na začetku so bili zelo tako, moj bog, le smo zajemali. Ne, dajmo to raj obrniti v nekaj pozitivnega, ne? Kot prijatelji med sabo si govorimo woman, in je to v bistvu njegov catchphrase, kar čist skupam po svoje.
Pole pa, Pa napisal je priporočilno pismo. ja, kar nisem čisto tekel, ker kaj, ona nekam gre. Očitno, I ja, guess. bi Očitno šla bo nekam. nekaj drugega dela. Ali Pač je to že- nekam, where everybody knows your name. Ne? Hočem samo reči, ne vem, pozabil sem že naslednje dele, bom gledal. A je to je čuden, že tako so, ker so že spet zelo učinkoviti s pripovedovanjem, zakaj ta scena sploh noter, kam to pele, mogoče ja, Pač mogoče ne. rabel so ju skrb v prizoru. Mogoče edino to, da se vidi ta kolegijalnost. Pa, pač okay. ne, pa zaradi tega, da palka pride Andrej. Ja, da Ne, ona in lahko zdaj- nazaj uleti. Pač, Zdaj ja. Andrej je tam noter, ne. Kaj je to za en IT guy, ne? Kaj si mu rekel, kje si sistemc? Jaz nisem sistemc, jaz sem prišel po ekipo, ki mi je pohabila brata. Pa ta fajt je dober. Ja, To je tako, kot mora biti. najprej pesti, potem Ja. nožek. Ja. Na srečo ga po sprednji strani poreže, mu ne gre na hilove tetive. Tako, ja. Potem ima The Rock, oziroma Hobok, ima skrite pištole. To mi je genialno. Ja, ja. Da imaš ti na policijski postaji pod mizo pištole za vsak slučaj. Nikoli ne veš, Glej. nikoli ne veš, kdo prši čez vrata. Ampak vse vemo, kaj rečejo, kaj pravijo v Angliji. Ne? Don't bring the gun to the bomb fight. No, ampak všeč mi je ta moment, kako leti pol čez okno, ko eksplodira granata, ne, oziroma tisti. Pač Andrej vrže granato, Tako. pa glih takrat je prišla Helena. Tako. In je v bistvu Hobok Heleno nekako zavaruje, ampak ko padeta dol, ker je to hitri in drzni, pa je seveda na avto. Ja. Se mi Ja, zdi super. nekaj mora ublažiti padec. Tako, ja. Mislim pa, a veš, vse je pa tok. Ja. Ostajamo v realističnem miljeju, da če bi padel iz unga drugega ali kjerga štuka, direktna stvar bi rekel, ne mu del, tle pa kakšno vrtence gre. Tako. da. Pa še tako je narejen, že spet nek ta moment, sta si zelo tam z močmi, vidiš, Ja, da ta res ni zajebancija. No? Pa všeč mi je tudi to, da so lepo rešili, kako ne Hoboka. Metofilmu, pa ga hkrati v resnici ne metofilmu. Ampak da, lej, S tem, da moramo omeniti tudi nekaj, ne, da pač Andrej je zelo gobčen lik. Ja, Jaz sem šel Ekspozicija- pogledat, mislim, da je 19 replik v celem filmu. Ja, pač govorijo pesti. ja. Mož dejanja. Pa pogledi. Pa pogledi. Pa pogledi. Jason Statham Statham. ima to, pač, ko te on pogleda, ti rečeš. Pa še to, sorry. Ja. Povej, Ne, pa. kar. Še kaj sem, Jason Statham, ne? On je pač transporterjo igral. Ja. Ne? In se mi zdi, zato je Clash posebej odpade. Če si gled, jaz sem vse tri, mislim, da Jaz so mislim, tri. da sem dva gledal. No, okay, transporterje, če gledaš, zelo razumeš, zakaj so ga hoteli v hitrih in drznih. Mislim, da so ga hoteli imeti že celo za prejšnji del, da bi bil on Jon. Aha, Originalno okej. pa ni imel cajta, pa so pa najdel način, pač, da ga pripeljajo okej, noter. Mislim, zanimivo je, koliko se je Klej včasih očitno naprej razmišljal. No. To je kar v redu. No. Okay, In pa vidimo še tam računalnik, ki je razbit v pisarni in slika od Hanška. In vemo, kam bo to šlo. Ampak potem pa ne gremo še tja, ampak gremo najprej na to ulico v Los Angelesu, kjer imamo. Koliko je številka, ne vem, tisti, ki je v prejšnjem delu povedal, da da ste mi naprej pogledali, kjer sta Domen in Maja in ona pravi, pa če smo pa še enega otroka dobila, veš, mu nisem povedala še, mu nisem povedala. In jaz sem na tej točki, jaz sem vedel, da je Walker umrl na neki točki filma, nisem vedel, kjerega filma. In zato, ker je bilo tle ful teh tako skadriran, da si videl predvsem njiju. Ja, seveda. Avto pa tam vzad, kjer se igrata Brane pa Jakac. Prav gledal sem, sem rekel, a je to slučajno ta film, in se videl je, da je vmes ne in kako. In jaz predvidevam pač, da to zgodbo, se pač vemo, da so spreminjali, da so dodali sploh konca. Ampak jaz mislim, da je dejansko bila tudi ta zgodba o drugi nosečnosti, da so jo pol dodatno dal, mogoče zaradi tega glihto, da so imeli način, kako ga. Da ima razlog, da še bolj za to družinsko življenje. Mislim, ali je bil pa to sam nek tak line, ki je dal malo moči temu, da on pogreša to, ker so pa lepo sneli minivan in je joke to, da on zdaj v minivanu, ne pa da se strela. Ampak vidi se, da so pa tako zmasirali stvari, da je pripeljali do kaj je pripeljali, ker je človek pač umrl. Tako da fair point. In da so zdaj tisti, ki ne vejo, pač pol sta njegova dva brata snemala prizore, pa CGI so pa obraz. Tako je. No, pa to moj tak na koncu. No. Ampak, Klej, pač fore po tem, da so zelo lepo povezali iz prejšnjih filmov, se pravi, ko
Andrej pokliče Domna in mu reče, ne veš, kdo sem, ampak me boš spoznal, glih pride paket do bajte, kar se mi zdi legit, ker dobiš notification, da je delivered. Ja. To se mi zdi kul, pa kao iz Tokija, kao od Hanžka, ne je paket in on takoj dojame in eksplodira in gre bajta po gobe. Ampak sam ta bajta. Garaža seveda ne. Garaža ne sme. Vzun je bilo, ampak samo eno smer je bil smer. Tako da ta karton je bil očitno ojačan. Na dveh straneh. Ja, da ni šlo. Še dobro, da ga je on tako obrnil, poštar, oziroma dostavljavec, ki ga je prinesel. Jaz sem prav gledal, ker te bajte manjka pol, ampak levo od bajte, ki je ena druga bajte, pa sem večkrat usmojena. Lej. Je že vedel, kako postaviti. Ja. Dobra forma je tiska, zapre minivan, pa ga Shockwave prebije na avto. Na avto sta imamo redo, ampak pa imamo pa ta dim, ki se dviga gor in tle imamo pa za Harry Potter moment. To so zdaj uno vidiš, Voldemort je v letu, Voldemort je nazaj. No, si predstavljaš Statama kot Voldemorta? Se bi bil. On bi čisto funkcioniral. Ja. Zaradi pogleda, že spet. Ja. A bi te tako pogledal, bi te spogledamo šamari. Zanimivo je predvsem to meni, ko so se zaplezali, se mi zdi prej, z vsem, Esmeralda umre, ti si v bistvu se prej dogaja to in klezaj to dejansko, kar ok spelejo, da povežejo. No? Se mi zdi, da kar ok v bistvu izpade, kako nazaj na eno tračenco vse skupaj prepeljati. No, meni se zdi to kar mislim, že spet eno od drugih stvari, ki bi mogoče lahko bila slabša narejena, se mi zdi, da je kar ok speljan. No? Tako to je pač moje mnenje. No? Ja. In zdaj imamo spet prizor, v katerem znova občudujemo drznost The Rocka, kaj si upa, kako pravzaprav, kljub temu, da je on zelo arhetipičen lik nekega mišičastega moža, se pravi silaka, ki ga ne prelomi nič, si upa igrati lik, ki je v bolnišnici v gipsu. Zakaj ta človek še nima Oskarja? Že sam to drznost teh izbira. Mislim, da briga me, koliko si ti neki divji v svojih briga, ne vem, za kogarkoli 16 let tam hod po eni nogi za vlogo v filmu. Ne, dajte to, The Rock se je pustil posnet šibek. Ampak, veš, zakaj je v gipsu? Zaradi one scene pol. Ja, samo zaradi one scene. Pridemo do tja. Top 3 scena. Top 3 scena, vrhunska scena je. Zdaj pravim, da Rock kles gleda, kaj je igralec. Četrt cajta zgleda, kaj je igralec. In ne sam te zgleda, kaj je igralec, če izjemo, da ima hčerko. Ja, hčerko ima, res je. Pa Domen pa Helena se že spet vita. Gledam spet neki vreba, ne? Pa ne vreba, jaz sam mislim, da je ta neka naklonjenost obstaja, pa dati malo tako, zato, ker vemo, da je Esmeralda šla, ampak mislim, da je sam naklonjenost, da ni neki drugega. To pa hčerka, pa že spet smešen, da oče je rekel, da te je premikastu, oče so dali preveč anestetikov. Pa všeč mi je ta, da uradno ti moram reči, da ne loviti Jona, mislim, brata od Jona, Andreja. Ne ga loviti in pa tako neuradno pa don't miss. Ja, ko ga najdeš, ne zgreš. To je kar ok. Pa so pa že spet dominikanska, ker očitno ena scena mora biti nekje v Južni Ameriki, in je pač že spet ta, da bo to zadnjič, ampak že spet se zavedajo nevarnosti, ki jim preti, ker jih dejansko nekdo lovi, ampak da ne bo to že konc. A ne pa še vedno mu ne pove. Ne, Maja ne pove, tukaj še ne. Za otroka ne pove. Potem imamo pa ta Tokio moment, kjer imamo dejansko sceno iz Tokio Drifta, ki je, čakaj, da bomo pogledala, Tokio Drift 6, to je pa 2015, se pravi 9 let kasneje. Ampak koliko se to sem hotel reči, koliko se človek v enem tednu postara? Ampak, je pa isti igralec, pa je, da kar uno sceno ponucajo, to se mi zdi, pa pol se začnejo pogovarjati, pa tudi napeljajo, kar reče, nisem vedel, da tudi muscle cari lahko driftajo, kar je potem spet pomemben nastavek za naprej. Se strinjam, ker je že spet garaža, ki te Tokio Drift spomne, kar je, žanc, kaj je narobe s tem filmom? Nič. Mislim, da so našla popolno načali vse. Načali vse je narobe, v redu. Ampak to pa, seveda, križ dobi nazaj, že spet. Pa sliko želke imel pri sebi. Tako, da dajo vedeti, da Han, da to je še zmeraj bila. Han je bil tam zelo ladies man, ki drifta zaradi ladies, v Tokiu, klepa pač drugače. Je pa res, da je tvoja bestička celo posnela
neke prizore za ta film, ampak so jih potem izrezali, ker je dejansko celo, ne vem zdaj, ali v zaključni špici, ampak na IMDb-ju je napisano, koliko je, ampak, da je igrana, ampak da ni prišla okay. končna verzija. Ja, zanimivo. Ja, bom vprašal, zakaj ne. Ne vprašal, naslednjič, ko se vidite, reči, kaj je bilo. Tako da poslušajte naslednjič, samo v glavah plus. Tako, ekskluzivni mini intervju z mojo prijateljico Gal Gadot. Deva se zresent, ker zdaj smo pa na Britofu. Ja, že spet. Že spet. Ampak ta Britov scena je zelo podobna Britov sceni iz trojke, štirke. V bistvu, štirke, ja. Iz štirke, ko so na istem po Britofu in zdaj pa ne, da jih Toretto gleda, ni Domen ta, ampak dejansko Andrej. On, ne, če si opazil, on ker je samo angleški. Ja, Maserati ima tle ali neki. Ne, Maserati ima pol. Tle mislim, da ima Jaguarja, nima. Ali tle Maserati? Maserati tako ima nek tri zobe. Ja, mogoče pa res Maserati. Ja, ki se pol zaletita, seveda. Tako da ne, in pol Domen ga pogrunta, ne, drugi unij spet. Tokrat tudi Roman nima nič. Ja. Ne, tle so dejansko resni. Zgubili prijatelja. Moram reči, da več so jih ponudili tudi za te neke momente, ne samo za comic relief. Vse. Ja. V bistvu, ne? Tudi Tevža, ali kaj že? Tevža. Kaj sem mu že rekla? Tevž, ja. Tevž. V glavnem, in potem se Domen zapodi za črnim avtomobilom, v katerem je nedvomno Andrej, čeprav ga še nismo videli, in opala falot, kar čez rdečo se je pognal za njim, ulala, kakšna drama, kaj se dogaja, preko šikane v parkirno hišo, ki je opuščena in kjer si naša dva tekmovalca, Andrej na eni strani v italijanski zverini, na drugi strani pa Domen v klasičnem ameriškem mišičnjaku si strmita iz oči v oči oziroma iz visokega čela v visoko čelo in se pripravljata na spopad v igri rev. Ja, in izjemno, ker se dejansko mirno zaletita. To je bilo meni dobro. To je pač tako dobro. Bene trzne. Nihče ne trzne. Hvala lepa. To, pol pa se upelje že spet, mislim, da tiskar una prva scena. Ne. Ja. Dajmo prosim tlele pokazati razliko med Andrejem pa med Jonom. Andrej reče, noben ne zajebavi se z mojo familijo in mu reče Domen nazaj, Andrej reče, to sem jaz rekel tvojemu bratu. Fair point, ok, v redu. Pa še ta street fight moment je, ki se pol izkaže za malo pomembenega. Ja. Ampak ne pa uletijo specialci? Ja, ampak kjeri specialci in to, kar je Klemen. Ne vemo. In to je pač ful zanimivo, pa tam pač dejansko neka entiteta, to sem hotel reči, da tle se vidi, da je to stripno. In to una prva scena res lepo pokaže, da pa tudi ta, ki se zaletita čelo. Ja. Ampak ja, zelo cool pa Mr. Nobody. Mr. Nobody. Kurt Russell ga igra in ker je Mr. Nobody, ne more biti drugega kot Anžej Dežan. To je taka weird referenca, ki 2006. Jaz priznam, jaz nisem se spomnil več, kdo je pel ta komad. Vedel sem, da je ta komad, da je bil nek Mr. Nobody v glasbeni zgodovini, napisal sem Mr. Nobody slovenski komad in mi je vrgel ven. Tako da na tem mestu se upravičujem Anžeju, ker sem pač zaradi njegovega izleta v modo v zadnjih letih, v modni svet, ker se ne ukvarja več toliko z glasbo, pozabil na ta bleščeči trenutek slovenske evrovizijske zgodovine. Prav na Euroviziji? Ja. Plan B v slovenščini komad in potem je bil Mr. Nobody za osvojitev mednarodne publike. V glavnem. Ja, in ostal v polfinalu. V redu. Lej. Peva naprej. Ampak pa se pripeljajo v El Segundo, pripelje Domna. Ja. In zdaj jaz sem gledal, če je tam kje kakšna denarnica, odkud tipa pa jo ni bilo. Jaz sem vedel, da boš nekaj, vedel sem, da boš. Ne povej, kjer komat je to. Ne, jaz sem vem, da je Q-tip. I left my wallet in El Segundo. Ja, tako je, ja. Ok, hvala. Tribe Called Quest, poslušajte ljudje. Zdaj pa reklama. Ne sem Tribe Called Quest, zdaj je prišlo pred 2 tednoma celoten katalog De La Soulov po ne vem koliko letih končno na vse streaminge. Dajte si naredite to uslugo, dajte si vršt De La Soul v ušesa, prve 4 plate z lahkoto, en najbolj norih nizov plošč v zgodovini hip-hopa. To pa je bil
Zdaj bo Džiza vletel. Ne, veš, ne, v glavnem. Ne, Džiza kar. Je dela solfe. No, in tleba imamo zdaj pa antagonizem koroni. Ja, kar se meni kar kul, ker se mi zdi, da se je to enkrat moglo zgoditi, da nekdo uleti z normalnim perom, ker se mi zdi, da to so zaznali, po moje, da ne more biti korona. Kako bomo zdaj v Evropo? Ne? V Ameriki nas gledajo, v Evropi nam pa pada tržni delež, kako ne? In seveda Anžej Dežan pije belgijsko pivo. Jaz si kar predstavljam, da Hogarna. Ne, Orvala. Orvala vsaj, če ne. Trapiste, ali pa trapista, da nekaj močnejšega. Ne, ampak prav unga. Tripla pije. Kaj reče, te menihi vejo, kaj delajo. Tako je, najbrž res tripla pije. To in polno, zdaj pa tako, ta hekanje, da obstaja nek Remzi, ki je po heku in ta Godzaja. Ja. To je isti moment, kot v The Dark Knightu. Tehnologija nas nadzira, moment je, samo da je kle zelo površno rejen, kar zdaj bom tako rekel, a je to dober. Itak rabaš, to je samo neki izgovor. Hvala lepa, točno to. To je to, ne, v bistvu nočeš. Bolj kot da bi pa skušal nekaj razložiti. Hvala, enako sem razmišljal, ja, res, to se pa res. Bog, kaj se je zgodilo? Stala ste si sproti iz visokega učelo v še precej poraščeno lasišče nasproti. Zdaj sem čakam, da boš ti dajal više ocene, kaj jaz. To bo ta twist te serije. Kristus. V glavnem, to, ja, ok, pa Mr. Nobody hoče njih izkoristiti za to, da dejansko ujamejo Andreja, da ga pa lahko ujamejo, morajo pa pač Anžeju pomagati, dobiti ta božje oko, da ga bojo lahko najdel, ker z božjim očesom lahko najdeš kogarkoli, ker je to nek hekerski sistem, ki se priklopi na čisto vse kamere na svetu lahko in tako lahko slediš ljudem. Kar je v bistvu ful dober, kamera je klepižam. Okay. Pa v tvojem kompu, no, bo skrena. Ja, tam nekaj imam jaz gor. Kaj? Ja, imaš eno nalepkico. Dobar, okay. Ti ne veš, kako te kamere delujejo, to je rentgensko. V glavnem, ja, in še spet ta moment, ne, modrost, veš, kako ubiješ senco? Osvetliš jo. Ja, pa staj, ok, to je action movie, čisto legit, pa imamo pa že spet. Mogoče, jaz bi rekel, da Romanova komična scena, jaz ne vem, ta je boljš kot v prejšnjem filmu. Tukaj moramo povedati, pač zdaj to nabiranje ekipe, ki je že to zelo všeč, je tle na 3 sekunde. Ja. Hočem z mojo ekipo, reče Domen in Anžej Dežan reče, vem, sem teh prepelov. Ja. In uletijo Brane, Roman, Tevš, no zdaj pa ti razloži, kaj je to Romanovo, to je pa genial. To je dejansko dobra komična scena. Ja. To je kvaliteta. To je njegove te scene so velikokrat boljše kot neki v komedijah, ki bi hotel bližem podoben doseči. Ja, pa s tem, da meni je še to, ker Roman, ne, je tako, on, ko smo ga spoznali v Dvojki, on je bil lepi dečko. Ja. Ti si od njega pričakoval, on bo tam in bo lep. Ne. Model zna, ima timing, zna jih pokati. Res je dober je. Res je, prelep je, da bi lahko bil tako dober. Komedij, da pa še timing, ja. No ja, in on reče, da da boste pa mene poslušali, zdaj bom pa jaz vodja, ne. In pa imajo zraven že Dežana je še en človek. Kaj ne vemo, nek model, ki so ga rabili samo za to sceno, bodimo iskreni, ki on bo pa zdaj taktiko razlogal in pa Roman reče, ne, jaz vam bom povedal, kako bomo, jaz bom zdaj alfa, ne. In mu reče, no daj, povej, ne, on reče, klele jih bomo napadali, in reče, sploh prideti ne moreš do tega, ne. Pa on reče, nas bojo najbolj pričakovali, kar je tehnično gledano, res, ne. Ampak pa oni reče, vse mogoče ima pa prav, ne, pa on tako, kva? Pa veš, že Dežana, čakaj, da poslušimo, in pa še te už reče, pa mu reče, kako si pa parašel sam z avti, ne, če bomo konvoj napadali, če ne moramo kaj. Če gre za prelaz v Kaukazu. Prelaz v Kaukazu pa reče, Tevš, jaz imam pa idejo, kako bi se mi spravili, ne, na ta prelaz, tako, ne. In pa je on čista, veliki taktizer, vojaški, tako, kaj se dogaja? Pravi vodje znamo delegirati. Tako, ja, res dober, tako je, pač, ampak, kako si ti rekel, vsak mu mora dati nekaj zadelati, ampak se mi zdi, da s tem filmom, sploh že v prejšnjem že malo, so že dobili res vlogice. Ja, pač Roman je unka jih poka, Tevš je glavca, Esmeralda je polna kamerko gleda. Tako pa še ponama, saj ta vektor ima do domna, ne, da se tam lahko nekaj dogaja. Ne. A in zdaj ne bomo več samo hitri, ker zdaj imamo pa
Ta scena je meni. oklepljena avto. Zdaj bi pa hočem pa Demon Child, ne, od tega. Hvala Bogu, ampak že spet brez pištol, ne, kar je dobro. In potem res. To je pa, kar sledi. Ja. Je pa vrhunec sodobne kinematografije. Res je dober. Ja. To je res dobro. Predvsem zato, ker vidiš, da se res ne jemlje resno. Ja, to je to. Se to pravim, ker zdaj so prav rekli, lej, to je strip, to je Indiana Jones, ki preživi čez Atlantik, zato ker se drži podmornice. Fulno je tudi dobro, ker se začne v temi. Pa sploh ne veš točno. Ker misliš, da so mogoče v enem tovornaku. Tako, in da se bo pa ven spustil, Night Rider moment, da bo. Ja. Hello Kid, komplet. Pa se smo jih imeli že tudi v prejšnjih delih, kako se je s tovornakom pelal. Seveda, tako, ja. In pač misliš, pa super je, ker Roman je neki ekstra nervozen, ne? Pa se dobro je speljan, da ne veš, dokler jaz sem vedel, no, ampak če ne veš v resnici, da se bo zgodil, ne? Pa ja, to zajbavanje, ki mu te už reče za plenice, da jih ima noter, ne? Ampak pol, ki se pa odpre, pa veš, da so aviono. Pa da je kar spet, pa veš, kam je všeč. Kdaj je Rikvarc, pa grejo Rikvarc ven. Kaj za vse, če šli tudi naravnost. Ja, veš kaj je, ne, da so obrnjeni v ta pravo smer. Ker dvigala so neki z GPS, dvigala padala so neki z GPS povezana. In jasno, edino Roman je pa pol strah, ne, se pravi, najdaljši jezik, najkrajši pogum, ampak ga potem na finto vrže, ne, Tevšin mu nekaj sprogramira, da ga ven vrže, ja. Ven vrže. Ampak so hudi, tako dober je narejen, ker gre res avto ven, tako dober, imaš feeling, ker vidiš, da je malo CGI, malo je zares, tako nek kombo se mi zdi, da je, ampak je kar dobra scena. Cool je. No. Ja, res je cool. Ne to naredi Tom Cruise, če upa. Smešen mi je edin, zakaj držijo vsi volane, da lahko karkoli narediš. Veš, tako, pač da troke ne upletajo. Najbrž, res. In pač tako, kar konkretno padajo, pa se pa dala odprejo, Roman valjda zamuja. Nerealno je to, ker že s takim razmakom gre on ven, da on bi bil že na drugem kontinentu najbrž. Ker vam pade, ampak ne. Ampak potem Roman leti, se nam priključ. In tle je tudi dobro, to, kar ga pokaže, ker vidiš, da on še ni prstov, sam čakaš, kdaj bo on del Ex Machina. Ja. No in pa imamo pa eno zelo fajn, tako, v bistvu tako res sceno iz prvih 2 filmov, ne, ali pa na steroidih. Tako, na steroidih že spet neki ropajo. Oni so te 4 oklepljeni avti, tako, pridejo formacija in tle je tudi ena lušna, ki začne vzad odprejo ta avtobus, tovornak, avtobus, ne, odprejo dol, da je začel streljati, ne, in Katevš reče, bulletproof, can't touch it. Ko on ima res nekega džipa. A ta referenca je pa v redu. Ta referenca je približno toliko stara, kot I left my wallet in Elsengo. Mislim, da je maksimalno leto ali 2 razlike. Sam jaz sem MC Hammer fan bil, stari. Se ti vid po hlačah še zdaj? I got to pray just to make it through the day. I said we pray. Jaz sem imel to, obe. In to Please Hammer, Don't Hurt Him in pa še uno, Too Legit to Quit na kasetah originalnih. Jaz sem imel na kaseti nekaj, ja. Ampak sem mislil, da še rekel, da sem imel hlače. Ne. Sem imel Hammer Pants. Ne, vse moje hlače so Hammer Pants, ker sem debil. Ok, naprej. Cela ta scena z avtobusom je fajn akcijska scena. Pa všeč mi je, ker so oni res mišljeni kot mi sam dobro vozimo, pa smo bolj kaskaderi, streljajo nas pa drugi. Ja. Zato so pol tudi, veš, avtomobili zdaj, ker drugače ni šans, pa bi unije minigane odprli in bilo hvala lepa konca. Ja. Ampak je pa dejansko tako narejen, da ne, mi smo bolj so tako, že spet so bolj neki lopovi, ki nekaj počnejo, kot mi pa se bomo streljali, varianta. V bistvu pač kle vse kul, pa že spet skačejo na avtobus, kar je v redu, vsaj brane uleti in tam vidimo, da Ramsey je ženska, kar je tak beden twist za hekerko, ampak ok. Mislim, da je tle twist zaradi tega, da pa lahko Roman ima svoj šovinizem upelje. Čeprav, se mi zdi, da celo je malo manj šovinizma, kot sam, da jaz bi pecu. Prej bil, se mi zdi, da se strinjal v prejšnjih filmih, je bilo to zelo bolj tako, haha, baby, haha, tako ne, tam je pa kul. Čeprav najprej, te hekeri morajo biti prešvicani tipi, pa prešvicani tipi, hobogdis. No, ampak weird glasses, to treče, tako da je to čudno. In tukaj mi je ena ljubših teh rešitev še, ki so v busu, ki se pravi, zdaj, Ramsey, lahko bi bili pocen, pa bi šli na Boltona, iz Game of Thrones pa ne bomo, ker je Natalie tudi tam igrala. Gordon Ramsay. Gordana. Lepa, všeč mi je. V glavnem Gordano, Brane vrže na havbo od doma in ona se pa ful drži in ker ne ve, kako bi not pol na neki točki, doma vklop hidravliko
da spredno, da dvigne avto mislim, da in jo ni hidravlika. Jaz pa mislim, da je to samo da tok navora, da na zadnje gume, da se avto dvigne. Jaz sem toliko teh reperskih videov, spotov pogledal, to je ti moraš tudi hidravlik. Moraš imeti hidravlik. Jaz mislim, da je to. Ker to z gasom pa pol naprej. Ampak pač kul je tudi to, da gre Brane gor na bus, pa se tam z unim modelom tepe, da tudi on dobi enega negativca v filmu, to se mi je dol storil žel. Pa potem ta scena, ko se ustavi in prvič vidimo, pa v bistvu gesta glavnega negativca, ki je Digimon Honsu, ga igra, on je meni fuloredo, on je meni super igra. Čakande. Kalandar. Kjerkoli je kalandar. Kalandar. Slišite, da je kalandar, moramo imeti malo cankarjansko. Tako da kalandar je noter. Ampak imamo tudi Andrej že vleti. Meni je tudi dobro, mogoče, kako rešujo. Ko vidiš unga že vmes, ko se za njimi vozi s tem raketometalcem in na busu, pač, ko se Brane tepe s Tonijem in mu glavo dol v tipkovnico nabije in sproš te stranske rakete in unga skine. Tako da je. In imamo, seveda, zdaj Roman, pa Roman pride na neki točki z vrha in preleti. To je to. To je ta Deus ex machina moment, dejansko se z neba spusti in ga vrže, da pade v prepad, Andrej. Ja, tako je. In pa ta Toni zaklene Braneta na busu v kletko, reče, prepočasen si. In potem pa se mu to, pol. In potem ta prizor, pa zdaj, avtobus, to ni skoč ven. To star. Brane. To star. Za spoiler. Počak, da pridemo, brez spoilerjev, prosim. Avtobus obvisi na pol. Brane se skozi voznikova vrata, ki visijo čez rob, prepada, splas ven. Potem se z opičimi preprijemi, Monkey Bars varianta, skoraj pač se z Tomo Česen varianta, Janja Garenbret stil, pospne na vrh avtobusa, ki se že nevarno nagiba in on začne laufati, da bo avtobus počas drsi dol, vidiš, mu bo uspelo, vrže se, prelaufa do konca avtobusa, se odrine proti robu prepada in takrat uleti Esmeralda, ki zadrifta na milimeter natančno nad robom prepada sta zadnjim delom tok, da se Brane ujame za njen spoiler. In to je to. Koliko Oskarjev? A smo preverili, koliko Oskarjev je dobil ta film? Ta scena, če pomisliš, ko se začne se, ko padajo iz aviona do tega momenta, plus še naprej, ko sta to, kar sem prej hotel reči, Domen pa Gordana, ker sta pač v avtu obkrožena in prvo se zavrti, da dim naredi, pa misliš, kaj pa zdaj? Ne, v prepad zapele. Sploh ni. Čelado gor. Mi da gremo v prepad in fucking zapele. Kaj se mi zdi kul? To je res novo, ker zmeram je, ali ven skočijo, eden uleti, to je, kar se je z Branetom zgodil. Za spoiler se, ne, jaz sem vzel ta avto, itak je oklep, zelo jačan, to se tudi napove, jaz sem sam zapel v prepad. Mene je to genius, drugače, to mi je res dobro. In tako v resnici skoraj se ne neha, no, v bistvu. To se mi zdi, to je to ta akcija prignana do absurda in še čez. To je to mi daj. To so po moje videli z vlakom v štirki, to se je bildal se, ampak tako ta film, na koncu po cenah, bo širok jam iz polteža, pa zdaj. Še kar reče Roman, hekeri je Hello Kitty, model. Easy, in pa pove zdaj, da je Božje oko poslala prijatelju v Abu Dhabi. To pa tle vidiš, da je Katar dal denar, da te Emirati, da so dal denar, da tam snemajo. Zdaj pa unik, kako pa da ti nam zaupaš? Sej preprost, sej vas vidim, ti si alfa, ti si ti si tretjo, in tako romo, čak ne, jaz sem dvojni alfa, a sem jaz dvojni alfa, ne da sem jaz dvojni alfa. Jaz sem dvojni alfa. Dobro ima to, dobro ima. Pomo letijo, ki imaš to sceno že spet Domen Brane, je, da bod, najbolj pogumna stvar, ki se naredi v življenju, je to, da si dober mož moji sestri. To jaz mislim, da je bilo dodan. To mislim, da je bilo pol, To je bilo pol, pa Abu Dhabi. In tukaj je pa, tle je pa res, da je to. Kaj? Ta golota pa vse. To je samo referenca na Bonda,
ko Daniel Craig pride v manjših kopalkah, kot ta ženska iz vode. Tako bom rekel. A ti si gledal kakšne te prve Bonde, kot Ursula Andres pride iz... Ja, to so pa v Bondu, to je kar žalostno, da je Bond imel ta moment, da je bo še kakšen tip nok. Ja. Nekaj bi bilo, se zdi, da pokaže, ampak tle res, prav tako se zdi, ful je objektificirana kamera. Beer commercial je, ne? Ja, dejansko, ne bo res tako, pa itak se gre stavno, da nekaj žipse klica. Moram reči, jaz sem stran gledal. Zato imaš tale paket papirnatih robčkov. Jaz sem stran gledal, v glavnem. Se strinjam s tabo. Objektifikacija, nora, vse narobe. Zato sem jaz. Ne, recimo, če primerjaš to, kar smo se 2 dni nazaj pogovarjali, tisti, ki gre Željka po... Pokaže, se strinjam. Sajmirano, zelo. Ja, pa to, pa vidiš, da je pri njej agency, pa tako kleje, pa res sam, hello. Se strinjam, zelo. In uleti Safar? Sprav Safar, Trpin ali Trpimir, ti se odloči. Trpin. Uleti Trpin, reče, princ ima avto, gre 242 mil na uro, kar je 390 km na uro in Roman je pa tle si, mene že ti cifre rajcajo. Ne, zato je dobro, a ni to naša stvar, to je mi hočemo avte krast, tako je, pač to je kar v redu. Ne morate biti tako oblečeni in mi je všeč, tle bi lahko naredili neko montažo, kako oni probajo obleke, kako neki, a je to, niso, sam obrne. So vsi James Bond, Bond, pač zdaj pa tako, uno na zabavi, super je. Najbolj realistična zabava vseh časov. Slava zabava, se strinjam, sem to pa tako res kar neki. Tako 6 ljudi je tam, tako pa kao ful nek, so vse. Ampak kaj mi všeč? To, kar si prej rekel. Unija glavca, ne? Zdaj še Gordona, ona vas ta hekerčka. Mi dava nekaj pohekala, videla operativca se ve, kdo sta. Kva bom pa jaz, ti pa veš, kaj boš počel, I'm gonna be Roman. Roman be Romanin. A veš, in je pač hodo je, kao on res, jaz mi namaš rojsten dan, nisem, kva se dogaja. Ne pridemo do mikrofona, DJ, tlele Jasmina je imela rojstni dan, ne bojo še zapet. Kva se dogaja, jaz imam rojst, kva? Pač res bizarno, no? Pač ful dobro, ampak to, zdaj pa, avto pač vzameta, to, da hekajo, vse v redu. To, da Domen prime avto, od spod za odbijač in ga dvigne. Ja, mora biti lahko avto, da gre to k nam. To je Lycan Hypersport in dejansko je 7 avtomobilov samo takih na svetu. Ja, pa se to je doska, te neki hyperkari smešni, ki pa jih ne vzdržuje, ni važno. Glavnem, tam so oni 3 stolpnice. Ne, pred stolpnicami moramo še nekaj. Kaj? Kadon reče, nič ni bolj žalostnega, kot je zver zaprta v kletko. In tukaj bi jaz, če smem samo okretna hoja, polna veličine, ki se v najmanjšem krogu zdaj vrti, je kakor ples moči okrog sredine, kjer silna volja vklenjena stoji. Le včasih tiho vzdigne se zavesa zenic, pod njo zdrsi cel sveta, gre rahlo skozi napeti mir telesa in potemni, ko pride do srca. Kaj se zdaj zgodilo? Rainer Maria Rilke, Panter. Prvi začetek je, ne, kar sem ga spustil, pa od kroženja po kletki utesnjeni, njegov pogled je truden in načet in zdi se mu, da 1000-krat zgoščeni drogovi so mu zatemnili svet. Pač, to je Rainer Maria Rilke, je tam v Devinu ali kjerkoli je to pisal, ne, je že takrat, kako je bolečino tega avtomobila, ki mora biti v stolpnici. Pa gre za stolpnice. Ja. In jaz mislim, da to, kar sta naredila Domen in Brane, mislim, da to je nekaj, kar to bi naredil Richard Attenborough, nekaj, kar bi naredili vsi veliki naravovarstvi. Jadranka Juras bi sedla za volan tega avtomobila in ga odpeljala na svobodo. Tako, zdaj pa. Tam so 3 stolpnice. Mi bomo snemali tam film. Kako bomo dali avto na 3 stolpnice in kaj bomo naredili s stolpnicami z avtomobili, ker drugače poščava. Veš, kaj bomo naredili? Avto bomo zapeljali. Kaj bomo avto zapeljali, povej? Zapeljali bomo avto iz ene stolpnice v drugo. Aha, super, podpisano. Ne, ni še konc. Kaj bi še potem naredili? Pol bomo pa iz ta druge stolpnice, avto zapeljali na 3. stolpnico. O moj bog! Ja. Jaz imam pa še eno dobro idejo. Kaj, če temu avtu ne delajo bremze?
Pol pa, naj se ta avto iz te tretje stolpnice zapele na tlado. Vrhunska. Še boljša ideja. Naj vmes uniči en zelo neprecenljiv arheološki artefakt, recimo glinene vojake iz dinastije Ming. Zmenen. Ampak, ampak, veš kaj je noro? Ti imaš prej uno sceno, ki so rekli, ka padejo z aviona, pa imajo pol bus, pa spoiler, pa v prepad pade, pa vse to se zgodi. Poje pa ta stolpnica scena legit naslednik tistega. Ja, sploh ni down, Julija ne gre dol. Ostaja. Nora dober. Pa vmes moramo še omeniti, da se Esmeralda tepe najprej z uno stražo osebno, in pa še s to vodjo Karo, ki igra Ronda Rousey. To je ta MMA borka. Ja, super, to je tudi pesti. Tle je res spet na to, mi smo na ulici odraščali. Jaz ti povem, da tisto, kar so midva takrat zaznala, sploh ti, to so oni resno jemali, tako so videli, da ni to prava smer, dajmo se bomo bolj kradli, se vozili pa tepal varianta. No? Ja, pa je pa... Pa še Andrej v mestu leto. Ja, sem res, pa, on sam tako uleti zmeram. Ja, on neč ne reče, on sam uleti. Ja, to je res. No, ampak se pravim, pa se pa na butičniki zgodijo. To, pa je pa v bistvu, kje smo zdaj? Pri Trpinu v delavnici? Delavnici, to in zdaj, ker imamo ta božje oko, dajmo najdeti Andreja in pa ima za Anžej Dežan uleti, dajmo tole noter, tamle je, Gordana reče v eni tovarni in gremo fentat senco, bomo šli zjutri, Ja. In potem pa se izkaže, da so vsi pač malo načrtovali, kao doma ni hotel vseh prijateljev. Pa že spet ta scena, oni se ne streljajo, razen Brane to pogrunta in gre zraven. Tako, in pol gre ga noter in je dobra scena, ker pač Andrej tam je, ti se kul pa kaj, sam toliko ljudi ste pripeljali zame. Pa granato na mizo spet. Tako, ti se ful dobro, pa ne tako, ker se še obriše se okoli ust. Pa granato, da pač, to je v bistvu edina opcija, če te obkoli res 20 specialcev praktično, ali 12, ne vem, kako reče. Ducat, tako, No, in pol, kle se kar zgodi orang fight s puškami. Ker pridajo, kar reče, pač sovražnik maga sovražnika je moj prijatelj, s Kalandrom se je on vmes povezal in je štala in pobegnejo in Anžeja Dežana ustrelijo. In je ful dobro, ker ima nek telefon, ki gum pritisne, ker dejansko pride ga helikopter iskat. In še tako je, čist tistimi, se vidi, da ima neko zaščito res, ne vem kaj, tako Kevlar je neki papir proti temu. In prav domno, prav nekaj me posluši in čakaš, kaj bo naokro. Daj probi že ta belgijski pirekrat. Pa Mirki Gordano. To je spet lepo. Ja, super. No, prijemo pa še to zadnjo sekvenco, ki moram reči, da je zabavna, ampak je ta najslabša. Ti si une dve sta dosti boljš prej. Povej. Meni se zdi, da une dve sta konsistentni. Oni dve sta konsistentni, imamo, pa zdaj bom rekel to frazo, ki sem jo zanj dal na N1, ki so me sprašvali za The Last of Us iz Jokerja, radostni razčefuk. Ta prvi sta taka tretji je pa preveč neke taktike, pa kako bomo mačkami, ki ima par ful hudih točk, ampak cela pa ni, se strinjam. Jaz sem štekal, kaj so hoteli, ker so šli v LA nazaj, kao, da zdaj bo pa na našem terenu, pa to, ampak se preveč se zgodi. Bolj bi mogli biti kot na botičniki pa tisno, več takih stvari pa bilo, mislim, da cool. Je pa res, da tako, imamo ta helikopter, ker leti, oni bojo zdaj shekali božje oko nazaj. Nazaj, ker je gor sam morajo biti pa 3 km od njega maksimalno oddaljeni. In tisti je pač oni so mislili, da jih bojo z avtomobili napadali in pa ta twist, da v bistvu prije helikopter in pol dron, Predator, ki dejansko obstaja, ampak ni na jet engine dron, ampak je na propeller. Čeprav Predator, Global Hawk je na jet engine, Predator pa ni na jet. To je svem, ker sem bil preveč v avionih. Ni važno. V glavnem, razlikujemo ameriške drone, ki pobijajo po svetu. Zelo to je pa lepo. Moj superpower, tako da. In Domen in Andrej se zelo hit najdete spet. Na vrh parkirne hiše. V bistvu imamo 3 špure, imamo to z Remzi, z Gordano, imamo Domen pa Andrej že spet v garažni hiši, kjer ameriški avto drifta, to in potem imamo še Braneta in unga modela
you're too slow. Ja. V bistvu te 3 špure se nekako pelejo in moram reči, da meni osebno je v bistvu to z Gordonom še najboljš, pa ta začetek z Bryanom, ker že spet je ena huda scena, kako jo predstavijo iz avta v avto. Kako avta zadriftata drugo kot drugega, oziroma Ja, v bistvu zadriftata se skupaj in ona skoči z avta v avto mid-drift. To je genialno. To je to. Več tega, manj dron strela in ne vem kaj. Ne? Tako, pa pol v bistvu Brane spet pohod. Tako, pač gas tukaj ne, da ga Domen, da se ne zgodi tako, kot se je ta prvi zgodil, ko sta imela chicken, ne, ampak dejansko Domen v bistvu je rešil avto in unga mal in pa se ona dva mal strelata. Ne, noč se ne. Na začetku se. Ampak pa je pa že unka ga skoraj ustreli, zdaj če celo njuno sekvenco skoraj ga že ustreli, pa reče ne. Deva ver in pol vzame, itak ima 2 velika Francoza. Ampak že spet Francoz, ker se spomnimo iz enke, ne, on je dejansko enega prematal, takrat s Francozom, on vzame pa 2 random dela iz unga Aston Martina. Ja, kada brisalce vzel. Brisalce Čeprav se reče, če so brisalci s Kevlarja mogoče. Ja, ne, brisalci in Francoza, veš. Ampak ja, okay, ta fajt pa prijeva še do konca tega fajta. Se pravi, meni je tisto, kar se v bistvu grejo najprej Brane, pa Tevš, pa Roman. Kler, ne vem, če si opazil, Roman ima v bistvu, mislim, da Impalo, bi rekel, no, Chevy Impalo, to je nek ta... Ja, sem opazil. Ja, tak. Prav tako je rekel, reperski avto. To je pa zihar Chevy Impala. Ja, reperski avto je pač dejansko, ne, tako so jim dali malo že spet, Brana je že spet... Nimam pojma, o čem govoriš. Ne veš. Vem, da Chevy Impala obstaja, ne vem pa, kako zgleda. Impala, stari, lej. Vem, Rolling in my 6.0, ne, pa vse... Ne vem, kako to zgleda. Meni to zgledajo ladje. No, popravite naj ljudje, če slučajno njim Impala izgleda. Ampak vmes na neki točki začnejo ta pregon prenašati po televiziji. In zdaj pa prosim, da ti to pa... Ta prizor pa... Ja, in potem Hobok, ne, to vidi v bolnišnici in tako je prej Pižanc rekel, zakaj je The Rock se pustil dati v gips, ne, zato da dejansko ostane, hčerki reče, daddy has to go to work, ne. In ampak zlom ga tako, da sam stegne roko, se pravi, gips ima od zapestja do rame in dejansko napne biceps in odlom dol, gips se obleče, tako, ne vem zakaj ima pač tactical vest, pač neprebojni jopič ima v bolnišnici. Verjetno pač niso ga še dosti, verjetno ga je imel na prvem prizoru. Ne, ni ga imel, to je bil prešvican pa v majčki stari. Tako da ne vem. Ja, mogoče je pa rekel, Devi, hčerki rekel, da mi prnes. Kaj ne veš, da bo oči mogel iti na šiht. Tako. In pač gre, ukrade, se pravi, rešilen avto. In reče pač njegova, pač je rešilen avto, skoč dol, pripelje, svet imamo to z vrha dol, tako kot je bil prej Roman, Deus Ex Machina, je zdaj tukaj Hobok, Deus Ex Machina. Se pravi, gre tako, Esmeralda gre v tunel, da gre dron za njo v tunel, Klegava pa zgubila in ga ne zgubita, ta dron ima gor prvo rakete, pa ima minigun, ne? Ja, railgun, ja. Ja, ne, ni railgun, to je minigun. Railgun je futuristično orožje, ki ne obstaja. Okay. Minigun je pa to, ki se vrti, mitralje so okrog. Ja. No, in pač čez tunel in ne ratuje in že vidiš, oh my god, dobili jih bojo in ko pripelje ven z tunela, pa se pravi najprej Esmeralda, pol uleti dron in ko leti dron, dejansko Hobok s tem rešilnim avtom gre tako kot v Terminatorju. Ja. Spomniš Terminatorju, one scene? Z vrha tunela čez betonsko ograjo in dejansko polom drona, kar je noro. Genialno in stop ven in reče, jaz sem konjenica. Ženska. In vzame... Ful je dobro, ko Gordano reče, kdo je to? Ja. In vzame pištolo in ga ustreli v kamero dron. In, zgubili smo dron, ne? Pa potem seveda vzame minigun ven z drona in pol na njega malo pozabimo, zdaj greva lahko na Braneta, ki pa gre v bistvu, njegovega Skylina uniči dron, ampak predtem preda, se pravi, Gordano Tevžu, ne, pa Romanu. No, ampak pol tiskar je venkle kul. In imaš pa ta moment, ko on laufa in že spet so mogli najti v LA-ju neko bajto, kjer bojo stopnice, po katerih bo šel najprej gor, potem bosta pa deskala po teh stopnicah dol s tem Tony Majo. Ja, ampak najprej je šel gor, zakaj?
zato je mogel nekaj skekati. Tako, ja, nekaj mogel je telefon. Nekaj en kabel je dal not. Malo se streljajo, pa se spet malo klofata in na koncu mu ga prpne na, kaj ti v bistvu za kable, ne? Za kable motati, ja. Ja, za kable motati, porine dol, pade in mu reče, tu slow, dobra fora. Nizka. Ampak tako, v redu. Ja. Polnamo pa, se pravi, ta moment z garažno hišo, ki v bistvu vse združi, ne? Kjer... Najprej z helikopterja streljajo dol in praktično porušijo garažno hišo, ki se podira, tako da v bistvu more Domen z ameriškim. Ne, kaj mu Domen prej še naredi? Vzame. Ne, Domen. Ja. Pohod. Ja. Pohod tla, skočna tla, da se del stropa, kjer je Andrej sesuje ja. In potem skoč v avto in drifta. Ampak počakaj, kaj še reče? Tam je še en line, ki je vreden omembe, ne? Je, in a street fight, the street always wins. Ja. In udar po tle, tisti je, hvala Bogu, da se take stvari v tem filmu, ker če bi kleši šli sam realizem, tako kot so zašli v bistvu, ne, v 6, pa v 5, predvsem, ne. Ja. Nehite to delati, to hočemo. Jaz hočem, da Domen Toretto udar z nogo po tleh in se cela bajta znaš. Ja. Jaz hočem to. Jaz nočem njega z mitraljezom, ki lovi ljudi po Londonu. Tega nočem, to pa hočem. To je to. In od drifta dol, potem pa, kaj je gor že ta helikopter s kalanderom, ne? Ja. In on zdaj preklop nos in skoč. Že spet nos se uporablja v zelo ključnem momentu, ne? Ja. Da bo šel, ampak ga glih samo plastik, pričakuješ, da bo Domen bo šel v helikopter nos. Tako. Ampak samo plasga in pada dol. Pa fulje dober, ki že spet drži volan, kada bo zavil zrako, to mi je že spet bilo smešno, ne vem zakaj, ampak okej. Tako. Takrat pa Kalander pogruda, nekaj je pustil. Ja, in je v bistvu obesil Malho granat, ki jo pa potem Hobok opazi in zuno svojo ogromno pištolo, ki v njegovih rokah zgleda pravzaprav kot otroški nerv. Tako ustreli in helikopter eksplodira, tako da dejansko Kalander umre tukaj. Se pravi, Andrej je prej padel dol, ker on razbije tla. Sam Bog prinese Domna iz razbitin. Tako, pa on v bistvu tudi strelja tam z unim miniganom, to je bilo zelo tak Hobok moment, ja. Ampak okej, ti se čistko. In potem je ta, všeč mi je tvoj zapisek že spet, Brane, kjer je pač bil FBI-ov seveda znal življati, ne? Ja. In ga ful oživlja, daj ti dihi, jaz ga pumpo, ajde, Domen, dajmo, in tako dej neki. In potem se zgodi romantično oživljanje, to si ti napisal, ja, vsaka čast, kjer je Esmeralda mu reče, daj ne nas zapustiti, ne? In se dejansko model zbudi. In potem dobimo flashback poroke. Pa vsega, v bistvu, kaj vidiš, da ona nazaj rata Esmeralda. Tako, ja. To in še Roman nima nobene pikre v tem momentu. Ja, zelo so tako zaskrbljeni, family, ja. Prijatelj, family. To in potem imamo še uno sceno, kjer Hobok pele Andreja v arest in kje se da vedeti, da zakaj pa ta scena, zakaj moramo vedeti, da je Andrej živ in pa vemo, da je prišel film Hobok in Andrej. Hobok in Andrej, ja. Tako, ja. In prav, vse veš, da me to ne bo ustavilo. In očitno ga res ni. Ampak potem tudi filma še ni konc, tudi film se še ne ustavi in gre, mislim, ja. Prizor, ki so ga dali zaradi pač Walkerjeve smrti. Tako, ja. V Dominikanski republiki so druščina je na obali, ne, Domen reče, zdaj ti spadaš sem, tu je tvoj dom, stvari bojo drugačne, ja. In potem Domen gre in ne vem točno, kdo ga vpraša, se ne boš poslal, prav ne, nikoli ni slovo, ne, in se odpele in čaka in se usporedno pripelje on v tem svojemu mislim, da je ta S2 Jurija ali pa že ne vem, kje je avto, ampak tako prav bel avto je Japonci. Prav, si mislil, da boš šel brez slovesa in pokažem spominsko montažo, kaj je, pač, kaj veš njegov, pač, kaj se... Solzica, pižam. Ja, je. Solzica. Je. Solzica. Dejansko je lepo narejen. Lahko bi šli veliko bolj na neko pretirano patetiko, pa tle mislim patetiko v slovenskem pomenu besede, pa niso šli. Ne. Ni? Ne, pa še to je, klega res on da, končno ga da, da sta si enaka, da si bil moj brat, kao I lived my life a quarter mile at a time, pa reče, so did you, that's why you are my brother, pa to res lepo. Pa salud mi familia, jo mes.
Pa meni je všeč to, ker doskrat se pač to zgodi potem pač v serijah. Se pravi, da ko nekdo pač umre, da tudi njegov lik umre. Ja, tukaj pa živi, da tukaj pa, a veš, je bilo, da tukaj pa res je Paul Walker je umrl, ampak Brane, pa živi naprej, Brane, ima srečo kot s familijo on my life. Tako, to mi je tudi lep način, ful je spoštljivo, se mi zdi do njega, da se vidi, kako so bili med sabo povezani. Se strinjam. Neč, to je to, greva na ocene, ne, se temu reče. Greva na ocene, ja, neč, men je bil, zdaj spet rekel, če bi bil to Kaukaz. Pa tisti, razumem. Abu Dhabi. Ja, strinjam. In zmaž. Jaz bi mu v okviru, pač se spet rečem, te ocene so v okviru. Se strinjam, ja, kaj bi dal? Bi dal 9. Jaz bi dal 9. Ker se mi zdi, da to je to pač, jaz sem se zdaj, to je to, kako se prepustil. Ampak tudi zato, ker so oni rato tako absurdni in so me prepričali, ker so rekli, realnost jebi se, vzem si frej, tle imaš za rugliček, pa za kapučin, pa pejt, mi bomo pa tle delali. Ampak pač, ker je pol tisto, pa vse, bom dal pač 7, ker je 7 vsaka čast. Se pravi, to je zdaj trenutno, a boš 4-7 pustil ali bi dal 6? Lahko sta isto. Ne bo kar 7, ne bo 7. Mogoče videl, ko bom pogledal še 8 pa 9, mogoče sem pa odločil, da bo 7 kakšno več dobila. Razumem, se zaradi to. No, jaz bi se pa kje sem jaz s tabo kar strinjal. Jaz mislim, da je boljši ka 6, da je boljši ka 5. Jaz tudi mislim, da je v resnici boljši ka 4, ampak, tako bom rekel, vrhovi so višji ka 4. Ja, definitivno. Povprečje sta pa pol tam. Ja, vrhovi so tle meni višji ka 1. Se strinjam, ampak 1 itak ni to. Enka je neki drug film. Enka je drug film, a ne. Tako da jaz se bom strinjal s tamo in bom dal 7, stari. Da klesva pa to, kaj pa pravi naš skoraj prijatelj Harp. Aha, misliš človeka, ki ima na Twitterju vzdevek kalendar. Ja, pravi takole, hitri in drzni 7. Morda avtomobilski spopad ekipe hitrih in drznih z avtobusom opremljenim z lahkim topništvom ni presežek v primerjavi s tankom iz prejšnjega dela. A doskok s padalom do gorske ceste, kjer se spopad odvije, nedvomno je. In to je šele začetek nore vožnje, polne vse bolj neverjetnih kaskaderskih in računalniško animiranih akcijskih scen, eksplozij in predvsem pretepov. Z novim režiserjem Jamesom Waynom, ki prihaja iz sveta grozljivk, se je fokus filma nekoliko preusmeril iz avtomobilov. Fokus je z avtomobilov, Igor. Na obračune mož na moža in tudi ženska na žensko. To se sliši zelo narobe. Motoriziranega divjanja po cestah in po zraku ne manjka. 230 uničenih avtomobilov, klicaj, vendar že prva scena, ki z dolgim kadrom predstavi najprej Andreja, nato pa še uničenje, ki ga prinaša, pokaže, da to ni več zgolj film o friziranih avtomobilih in majhnih tatovih, temveč akcioner na ravni Jamesa Bonda ali pa plačancev. Tukaj so vsi elementi, kot je šviganje naokrog po planetu, mondene zabave, ogromne akcijske scene, zabavni dialogi in dovtipi ter boj proti neustavljivim negativcem za nemogoče orožje, katerega delovanja nihče ne razume, a v ključnem trenutku pride še kako prav. Tako se je treba popolnoma prepustiti toku adrenalina in testosterona, ki nabijata skozi ožilje filma in ne razmišljati o podrobnostih, ki bi lahko uničile iluzijo. Poleg skoka z avtomobilom med stolpnicami so najboljši trenutki filma spopadi, pri katerih režiser Wan uporabi svež pristop in skupaj z akcijo obrača kamero, da gledalca še bolj potegne v dogajanje. Romantične scene med Michelle Rodriguez in Vinom Dieselom, ki sta imela razmerja med snemanjem prvega filma, pa so najbolj nenamerno smešni trenutki, saj namesto romantičnih iskric, ki jih zahteva zgodba, prikažeta pristno nelagodje ob dotikanju svojega bivšega. Ocena 4. Ja, v redu, ja. V redu. Se strinjamo, Igor. Zelo lepo si tole povedal, tako lepo, da bomo rekli, pejte poslušati obod, če vas zanimajo poslednježi. Ja. A ti si gledal poslednježe? Ja. In? A The Last of Us? Ja. Pa v redu je. A tebi je bilo v redu, ker so ga obod pohvalila, ne? Ne, zato. Ful dožival, ampak. Ne, pač cool mi je, ampak jaz sem človek, ki je gledal The Walking Dead in je pol tako mal, pač se ful dobro narejen, res je dobro narejena, dobro igrajo, ampak mi je tako cool mi je, za pogled mi je, ni pa mi konec sveta ta serija. No, sem to, pa sej lahko, imam lahko svoje mnenje. Ne moreš, zdaj smo v group thinku. 3 stvari bom še omenil. Ena je,
Discord obstaja, povezava je zapiskih, pridite, ker se pogovarjamo. Druga je aparatus.si pošiljnica podpri, postanite krajcar Goldinar. Lepa enunciacija, prijatelj. To, pa res hvala vsem, ki podpirate, sploh tem novim, zdaj, ki ste, pa ne sploh vsem, ampak zdaj vas je res ene par novih, ko je bila prisila. Ne, se ne. Ne, res, je bil kar bombonček, kar bombonček. Tako, res hvala. In ta tretja stvar, najbrž ste tako opazili, imamo novo sliko. Se pravi, logo glav za tole serijo. Hitri in drzni, ki smo jo naredili zelo hitro. 2 dela pred koncem. Hvala Mateju Dečeku, ki je to narisal. Super zadevca, jaz sem si jo že dal tetovirati na levo lopatico. Ne, bova pa kakšne nalepke dala dela, da jih bova lahko talala na živih dogodkih, pa najbrž tudi majca, se morava še zmeniti, no? Bova videla. No, za majc ne bova talala. No, majc ne bova talala, tako. To je to in do naslednice temu reče. Pižamc? Brum, brum. Čau.